Bi nekomu, ki ste ga spoznali na spletu, kar tako nakazali denar na njegov bančni račun v Turčiji. To je le v zadnjih 2 mesecih storilo kar 14 komitentk nove KBM, ki so prevarantom nakazale več kot 200 000 evrov. Na novi KBM so na posebnem oddelku za preprečevanje prevar postali pozorni na večje število nakazil s podobnimi nameni. Nova KBM je v zadnja pol leta zaznala povišano število nakazil in sicer večjih zneskov v Turčijo, v Istanbul. Opravili smo analizo teh nakazil in ugotovili, da je 14 naših komitentk bilo oškodovanih in one so v bistvu nakazale več kot okoli 200 000 evrov v Turčijo. Naša banka se je takoj odločila za dodatne ukrepe. In sicer izdali smo posebno obvestilo, v katerem smo natančno opisali to tipologijo. To obvestilo smo posredovali poslovalnicam, komercialistom, ki so v bistvu najbližje našim strankam, jih tudi najbolje poznajo, tako da so oni tisti prvi, ki zaznajo čudno poslovanje oziroma čudno vedenje strank in prvi so, ki zaznajo ta nakazila. Želeli smo pa to preprečiti. Vzpostavljeni so bili tudi dodatni ukrepi in sicer povečan nadzor nad vsemi transakcijami, ki bi bile kakorkoli povezane s to tipologijo, in sicer preverjamo izvor tega denarja, o tem bo pa več povedala kasneje Tanja. V tem trenutku bi rada poudarila še nekatere nasvete tudi za javnost. Zdaj, kako pride do teh prevar? Kontakt vzpostavi prevarant, oseba, in sicer preko socialnih medijev, preko teh klepetalnic, chatov in tako naprej. Mi smo zaznali to predvsem preko Facebooka, preko Messengerja, so kontaktirali žrtve. Potem kontakt je bil vzpostavljen nekako z namenom prijateljevanja, zelo so prijazni, zelo razumejo vse probleme, zelo so prijateljski, žrtvi pridejo blizu in vzpostavi se tudi neka čustvena navezanost. Oni ne želijo govoriti preko Skypa, ne želijo videokomunikacij, komunicirajo večinoma pisno in to v neki taki zelo, zelo slabi angleščini. Zdaj, ko prevarant ugotovi, da se je vzpostavila neko zaupanje, da ta žrtev mu zaupa, se začnejo zahteve po denarju. Prvemu nakazilu ponavadi sledi nek zaplet v njegovi zgodbi in zahteve po nadaljnih nakazilih. Zdaj, če pač žrtev ugotovi, da gre za prevaro in ne želi več nakazovati denarja, mu pa začnejo groziti. Se pravi, te grožnje so tudi, da bodo obvestili svojce, da bodo obvestili oblasti, češ da so prali denar. V teh primerih gre tudi za pranje denarja, ne mogoče toliko za te klasične primere pranja denarja, o katerih smo govorili v preteklosti, se pravi o hitrih prenosih denarja iz računa na račun ali pologih gotovine, vendarle je pa prevara, ki jo je Laura zelo dobro opisala, predhodno kaznivo dejanje za to, da so ti prevaranti pridobili neko protipravno premoženjsko korist, se pravi nek denar, ki ga zdaj pa želijo tekom različnih transakcij zakriti izvor tega denarja. Tako da gre za pranje denarja v drugi fazi storitve kaznivega dejanja, se pravi najprej je prevara kot taka, pridobitev protipravne premoženjske koristi in potem sledi prenos tega denarja, ki pa dejansko predstavlja kaznivo dejanje pranja denarja. Tako da gre za pranje denarja tudi v teh primerih. Tako kot je Laura že povedala, najprej smo naredili analizo teh transakcij, da smo razumeli, o kakšnih volumnih govorimo, o kolikih primerih govorimo in predvsem z vidika preprečevanja pranja denarja je vedno zelo pomembno, da naredimo vse ukrepe, ki jih kot banka lahko naredimo, da preprečimo vnos takšnega denarja v banko. Zato smo se odločili, da bomo pri transakcijah, ki se izvedejo v te tvegane države, ki smo jih zaznali kot prejemnike teh sredstev od naših strank ali strank iz ulice, pač zahtevali pojasnila o izvoru denarja, kolikor prinesejo v banko gotovino in pa v vsakem primeru zahtevamo ne samo izjavo o izvoru tega denarja, ampak tudi dokazilo. Ker s tem, ko stranki postavljamo neka dodatna vprašanja, dejansko spodbudimo tudi razmišljanje o samem namenu takšne transakcije in se potem te osebe mogoče lahko prepoznajo tudi kot žrtve. Problem v teh primerih je dostikrat, ker se te osebe sploh ne prepoznajo v prvi fazi, da so žrtve nekih prevar.
Ja, mi smo, sicer to smo leta 2011 začeli s programom Varni na internetu. To je program ozaveščanja o raznih nevarnostih na spletu in takrat smo tudi začeli s prikazovanjem različnih vrst goljufij na spletu. No, zdaj, te ljubezenske prevare niti niso nekaj novega, ne. Mi smo že takrat smo o njih brali v tujih medijih, ampak do nas v Sloveniji pa še nekako tega ni prišlo. No. Smo pa 2013 smo pa dobili prvo prijavo, ki smo jo potem okategorizirali kot ljubezensko prevaro. Ne. Takrat na začetku je bilo teh prevar tako zelo malo, recimo 1-2 na leto. Ne. Lansko leto je bil pa ta porast gromozanski. Lansko leto smo imeli pa 40 prijav praktično identičnih. Ne. Tukaj se moramo zavedati, da je to pravzaprav verjetno samo vrh ledene gore, ne, ker marsikdo o tem niti noče govoriti. Ta vrsta goljufije je tako dosti specifična, ne, cilja na dosti specifično populacijo ženske srednjih let, ki so mogoče že malo osamljene ali ločene ali jih nimajo več partnerja, otroci so že odrasli in so šli in so dosti same, ne, in zelo hitro mogoče padejo v roke goljufov, bom rekel. Ne. Se je treba zavedati, ne, da ti goljufi so zmeri pripravljeni govoriti z njimi, ne, zmeri pripravljeni komunicirati, vsak dan jim pošiljajo kakšne srčke, jim govorijo, kako jih imajo radi, ne, kako bodo prišli sem in bodo doživeli srečno do konca svojih dni. Ne. Dostikrat se tudi zgodi, ne, da mi govorimo s kakšno žrtvijo, ne, in enostavno niti noče priznati, ne, da vseeno prav, ne, da ja, ampak on bo pa vseeno prišel. Ne, pa tudi na en primer smo imeli, ko sem jaz gospe rekel, ne, da sem ji vse obrazložil, ne, pokazal primere. Na koncu je rekla, ja, saj jaz vem, ne, da je vse to nekaj čuda, ne, ampak jaz se toliko dobro počutim v življenju, kot se nisem še nikoli. Ne. In tukaj žrtve, ne, to je ena taka dosti specifična prevara, ne, ker tiste najhujše žrtve mogoče niso neposredno te gospe, ne, ampak njihovi sorodniki, znanci, prijatelji. Ne. Ker zelo velikokrat se na nas obrnejo kakšni sorodniki ali otroci ali prijatelji in nas sprašujejo, kaj naj pravzaprav naredijo, ne, da je njihova mama, njihova prijateljica se vpletla v to goljufijo, ne, in jo nekako ne morejo prepričati, ne, da kaj je tukaj zadaj. Ne. Tukaj je nasvet, včasih zelo težko je, ne, tukaj človeka prepričati. Ne. Včasih pomaga, da malo pobrskamo po spletu, da pogledamo recimo, če nam pošlje kakšne slike otroka, ne, kot se slika z njim, ne. Pa se hitro najde na kakšnih forumih, se najdejo te slike s podobnimi zgodbami, v katere so se vpletle te žrtve. Ne. Ampak včasih je zelo težko. Ne. To zelo težko vidimo, da je tem žrtvam priznati, ne, da je karkoli narobe. Ne. Se mi zdi, da niti ni toliko pomembno njim, koliko denarja je šlo, ne, ampak se one bojijo zavrnitve. Ne. Da, ko bodo one nehale pošiljati denar, ne, jih bodo oni pustili pri miru. To je zelo težko včasih, ne. Tudi dosti čustveno, taka čustvena situacija, ne, ker enostavno ne veš več, kaj narediti. V Centru za kibernetsko varnost so lani prejeli 40 prijav, a je takšnih prevar zagotovo več, saj si žrtve o njih niti ne upajo spregovoriti na glas.